No tako, zdaj smo pa že dobili v studio tista dva gosta, ki smo jih prej napovedovali. Eden je Borut, pozdravljen, druga pa Ljudmila. In vi najbrž. Enkrat si mi pripovedoval, da si moral, torej v Nepalu ne moreš biti neskončno dolgo, ne? In je treba vsake toliko iti v Indijo, da potem ponovno dobiš vizum ali tako nekako, ne? Tako sem par let imel 6 mesecev v Nepalu, pa 6 mesecev v Indiji. Ti si takoj po srednji šoli šel, ne? Ja, to je bilo 19 let sem imel. Ja. Potem 6 mesecev Indije, potem, ko je indijska viza potekla nazaj v Nepal, ko je nepalska potekla po 6 mesecih, enkrat se je dal podaljšati spet v Indijo in tako gor pa dol, ne. To je bil tak ping-pong med Indijo in Nepalom. Seveda se je zgodilo, to je bilo leta, kdaj je bilo to leta? 74, 73, ko je Tito prišel v Nepal, takrat sem ga ven vrgel. Iz Nepala, seveda. Ampak mislim, zato, ker si bil Jugoslovan? Ja. Mislim, da je bilo to krivda naši ljudje, ki so enostavno niso imeli časa preverjati, kdo je kdo. Ti si bil v zaporu, ne? Ja, v zapor so me vrgali in na mejo so me deportirali. S kakšnim vzrokom v zapor ali kar tako? So rekli, jaz sem šel vizo podaljšati, pa so rekli, da mi bo jutri dal, pa ko sem šel pa ven s policije, so pa name skočili, pa me v zapor vrgali in na mejo pelali. Ampak, da so se na mejo pelali, je trajali 3 dni. Poznam tiste ceste, ja. In potem sem prišel na mejo in me niso spustili v Indijo, ker nisem imel indijske vize. In sem šel nazaj v Nepal, so rekli, te ne moramo spustiti nazaj, smo te kar ven vrgli. Sem šel nazaj v Indijo, sem rekel, pa kaj ne zdaj gor pa dol hodim, tukaj v No Man's Land ali kaj. No, pa so mi Indijci pustili prespat in sem šel nazaj v Nepal za zahtevo, da moram iti v Katmandu po indijsko vizo. No in jaz sem potoval do Katmanduja 3 dni, imel sem pa 3 dni vizo in ko sem prišel v Katmandu, sem bil spet brez vize. Grem na policijo in so spet skočili name takoj v arest, ne. Sem jaz rekel, pa ljudje božji, dajte me pustiti, da dobim vizo, ne. Se bom šel. No in sem rekel, v redu, pejt po vizo. In sem šel jaz na indijsko ambasado in sem zaprosil za študijsko vizo za 1 leto. Da pa dobim odgovor na tako prošnjo, pa traja par mesecev v Indiji, veš, kako je vse počasi. No in sem jaz še par mesecev bil v Nepalu, kadar sem me vprašal, kje je moj pašo, sem rekel na indijski ambasadi, čakam, da mi dajo vizo. Mi smo nekaj takih trikov uporabljali prvič v Indiji. Ljudmila, ti si pa sicer Francozinja, ampak rojena po francoski Gvajani, ne? Jaz sem rojena v Franciji. A v Franciji, aha. Aha, starši so iz francosko-Gvajani. Ja, potem si ti v bistvu samo po starših si Gvajanka. Ja, samo francoska Gvajana je francoska država. Francoski teritorij tako še danes, imam francosko potni list, vse je, ni važno, jaz sem v francosko teritorij, tudi če starši so iz francosko-Gvajani, so tudi Francozi, imajo francoski potni list, ne? A je tako, da živela redno nisi nikoli tam pravzaprav? Sem živela tam, ja. Kasneje? Sem šla takrat, ko sem bila mekna, sem šla takrat večkrat na počitnice in pol sva živela tam Staro mamo obiskat? Stara mama obiskat, ja, pol ona je prišla v Francijo, pol starši so šli takrat, ko sem imela 13 let, so šli tam živeti. Tako, ko sem šla starši obiskat. Da si pa spoznala v Nepalu potem, ne? Tako. Na kakšen način? Diskoteka? Diskoteka. Ja, tako. Jaz sem ga prvič videla tam v diskoteko, ko je, on je bil tam od zadnji šanken, pol je pripravil vse te sandviče. Glavni šef, ne? Ja, tako. In je... Sandviče je pripravljal? En sandvič je pripravil. Ja, tam je skrbone za tali prostor, takrat, ko sem jaz prišla noter. In je imel naredil te sandviče, ki so bili, to že veš, ne? Ja, pa gledalci ne vejo. To je bil tako en kruh in pol kikiriki maslo, ki obožujem, pol banane in pol malo medu gor. Odlično. Ravno za tvojo dušo. Ja, en pol te to hrani zelo dobro. In ti je še kuhar tako všeč zaradi tega. Ja, kaj vem.